Koronavirus je treba jemati resno in ravnati preudarno. Prenagljeno ukrepanje ni potrebno, vsekakor pa je dobro, da smo pripravljeni. To je le nekaj sporočil, ki so jih na Bledu podali strokovnjaki območnega združenja Rdečega križa Radovljica, zbranim na preventivnem predavanju o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Kljub temu, da vemo, da imate po svojih strokovnih linijah kar veliko usmeritev, navodil, kako in na kakšen način se obnašati, kako ukrepati v primeru suma tega virusa, jaz verjamem, da mi je vsako predavanje, vsak ta oseben stik dodana vrednost za vse nas. Ta preventivna predavanja so bila namenjena najprej hotelirjem, danes krajevnim skupnostim in društvom, jutri pa sobooddajalcem. Predvsem se mi zdi pomembno to današnje naše druženje. To je tisto, ker imamo na Bledu, še posebej na Bledu, več kot 25% starejših, to pa niso omreženi, ne pridejo do prve informacije, zato je pomembno, da jih na lokalni ravni obveščamo o vseh novostih, da jih obiskujemo in pa, kar je še bolj pomembno, da pravzaprav iščemo njihove sorodnike v primeru, da bo potreba. In še nekaj, Rdeči križ bo tudi tem prizadetim najbolj, so ranljivim osebam, tudi vso tisto, kar bodo potrebovali, naj bodo to maske, naj bodo to tudi zgibanko bodo dobili, ampak nočemo prehitevati zadeve, da ne bi ustvarjali kakršnekoli panike. Ko so v občini Bled načrtovali preventivna predavanja, okužb s koronavirusom v Sloveniji še ni bilo. Zdaj so, vendar kot poudarja Anica Svetina, Rdeči križ ponavlja. Varovanje samega sebe je tisto prvo, kar je najbolj pomembno. Če ne obvaruješ sebe, boš zelo težko pomagal drugemu. In skozi predavanje pravzaprav ugotovimo, da veliko tega postorimo za sebe, ampak iz tiste vsakdanje prakse pozabimo in veliko stvari ne delamo prav. Zato je prav, da to večkrat ponovimo, da obnovimo svoje vedenje in da si zapomnimo tisto, kar bomo še posebej danes slišali. Območno združenje Rdečega križa Radovljica je sicer po oceni predsednice dobro pripravljeno. Mi imamo 2 usposobljeni ekipi prve pomoči, to so bolničarji, opremljeni bolničarji. Imamo 7 predavateljev zdravnikov in skozi naše izobraževanje je približno 400 do 500 izobraženih laikov iz znanj prve pomoči na našem območju. In pa, kar je izrednega pomena, imamo centralno skladišče v Radovljici, založeno za intervencije, to je s hrano, obleko in s posteljnino. To so te stvari, pravzaprav, ki bodo najprej prišle prav. Če se bomo o karkoli pogovarjali, pa še nekaj, kar je pomembno, možno v primeru, jaz upajmo, da ne, ampak smo sposobni postaviti tudi stacionarij. Preventivna predavanja so bila prva, ki jih je blejska občinska uprava pripravila tako za predstavnike javnih zavodov in krajevnih skupnosti, kot za sobodajalce in hotelirje. Pomembno je, da v kraju, kot je Bled, ki je pod močnim udarom obiska od vse povsod, tudi z Daljnega vzhoda, da so ljudje čim bolj osveščeni in da imamo tukaj tako zdravstveni dom, Rdeči križ in celo vrsto drugih, ki so se pripravljeni izobraževati. Danes smo imeli tukaj javne ustanove, pomišljodajalce. Že takoj na začetku smo se dobili s hotelirji, s policijo, z vsem. Vidimo, da v situaciji, kot je pomembno, da ohranimo čim bolj mirno kri in da čim bolj sodelujemo, si izmenjujemo informacije in širimo na vse načine vsa pomembna priporočila, da se, če Bog da, iz tega virusa vsaj tukaj na Bledu izognemo. Na predavanju smo se lahko poučili o različnih virusih, kot so SARS, MERS in najnovejši koronavirus. Natančni podatki o poteku bolezni se sicer še zbirajo, na predavanju pa smo lahko slišali najaktualnejše. Pomembne so informacije o znakih okužbe, predvsem pa o preventivnih ukrepih, ki jih lahko izvajamo tudi sami. Tukaj je na mestu tudi osnovno sporočilo blejskega župana občankam in občanom. Če vidijo, če so prepričani, da imajo te simptome, da pokličejo zdravstveni dom in se potem z njimi zmenijo za nadaljnje korake. Najbolj osnovno od vseh navodil za preventivno ravnanje pa še vedno ostaja pravilno umivanje rok. Vse tisto, kar od malega učimo že otroke, pa potem kot odrasli radi pozabimo ali pa se nam ne zdi več pomembno.
Bistveno je kaj, a ne? Da si roke zmočimo tako in vzamemo milo in si damo na roke. In da res roke po celi površini podrgnemo, a ne? Jaz sem zdaj mogoče malo nakazati tukaj pri otrocih, ki jih učimo, a ne? Kako je treba, a ne? Eno stran fajn podrgniti, pa roko obrniti, pa še drugo stran, a ne? Ker imate pač obe. Potem pa površino, a ne? Drugo površino, potem vsak prst posebej, da res umijemo, potem med prsti, pa seveda nohte, ravno tako not v šački, takole obrnemo, drugo roko obrnemo, seveda ne pozabiti še na zapestja, ravno tako, in seveda speremo pod vodo, da voda teče navzdol, ne nam za rokav, ne, pa mi navzdol, speremo roke, brisačko obrišemo in ne sebi v žep, ampak v koš.